Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Moje ime je Jasmina Kandorfer, sem delovna terapevtka in namesto, da bi po zaključenem izobraževanju na zdravstveni fakulteti delo nadaljevala v bolnici, v domovih za ostarele ali pa karkoli podobnega, sem se odločila, da pravzaprav informacije o tem, kako ohraniti vitalnost, dobro voljo, nasmeh na obrazu in seveda tudi zdrave organe posledično, kaj ne da, in obratno. Sem se odločila, da širim te informacije preko televizijske oddaje Klepet ob kavi. In danes bom govorila o tem, kako se spraviti v boljšo voljo. Vsi govorimo o neki sreči, zadovoljstvo, notranji izpolnjenosti, harmoniji in ne vem kaj še vse. Ampak kaj pa to pravzaprav sploh pomeni? V čem je pa pravzaprav sploh smisel tega, če smo pa vsak dan slabe volje? Srečni dnevi oblikujejo srečno življenje. Se pravi, moramo začeti pri samem srečnem dnevu. In če smo kronično slabe volje, veliko ljudi reče, da si ne morejo nič pomagati, da tako pač je in kako naj bodo srečni, veseli in zadovoljni v tem svetu, kjer dejansko se vsak dan odvijajo neke vojne, vsak dan zbolevajo nedolžni otroci, vsak dan se zgodi toliko slabih stvari, vedno več je bolnih, vedno več rakavih obolenj in vsega ostalega. Kako biti pravzaprav srečen v takem bolnem svetu, kako biti zdrav na koncu koncev, vse to so naša vprašanja. In kakšen je odgovor? Odločitev je vaša. To pomeni, da se na eni ravni, ki se je ne zavedamo, mi vsak dan, vsako jutro na nek način zavedamo, oziroma ne da se zavedamo, tudi če se ne zavedamo, se odločimo, ali bomo slabe volje ali bomo dobre volje. Mogoče se vam to zdaj zdi nekaj takega znanstveno fantastičnega, a vendar je temu tako. Sami se odločite, ali boste dobre volje ali boste slabe volje in tudi kako bodo na vas vplivale okoliščine. Človek je izjemno bitje, kot je rekel Pavček, vsak človek je zase svet, čuden, svetav in lep. In mi imamo možnost izbire v našem življenju in sistem, vse kar se dogaja okrog nas, nam na nek način z manipuliranjem, s kontrolo uma, tako in drugačno, nam želijo dejansko odvzeti oziroma nas želijo preusmeriti, da mi ne bi videli, da imamo možnost izbire in da smo mi tisti, ki izbiramo, ki kreiramo naše življenje. Torej, mogoče se vam to malo zdi filozofiranje, ampak kako izstopiti iz tega, da si kronično slabe volje? Obstaja kar nekaj pravil. Prvo pravilo, ki ga lahko dejansko naredite, je drža. Kako se držite? Ali se držite ravno? Ponavadi so ljudje, ki so kronično slabe volje, kako se držijo? Celi so sključeni sami v sebe, kar takle so. In prva stvar, ki jo naredite, če nočete biti več slabe volje, je, da date ramena lepo nazaj, glavo pokonci in pogled je usmerjen gor. Kadar je pogled usmerjen dol, že po neurolingvističnem programiranju, iščemo v nekih notranjih naših čustvih in ne vem kaj še vse. In tukaj pogled, ki ga usmerimo dejansko gor, nam že prinese več energije v naše telo. Potem kaj še lahko dejansko naredite? Premaknete se. Se pravi, ali da se vstanete, greste iz kavča ven, greste na sprehod do balkona, greste, ne vem, do dnevne sobe, do kuhinje, karkoli, samo da dejansko se premaknete. Sonce, svež zrak vam bo pri tem absolutno pomagalo, še najbolj pa ogromno negativnih ionov v zraku. To pomeni, da greste v prostore, kjer se negativni ioni zadržujejo in to je ob slapovih, ob rekah, ob dejansko tej deročih vodnih zadevah. In Marijana Kolman mi je že dolgo časa nazaj povedala tudi en trik, ki pomaga ljudem, ki imajo težave z depresijo. In sicer, da se sprehajajo
ob reki, ob potoku, ampak kontra temu, kar teče. Se pravi, če reka teče dol, gremo mi ob reki gor. Ali pa, še drug trik, mostovi, kjer so, da smo dejansko na mostu in gledamo, kako voda teče pod nami. Tudi to je en izmed trikov, kako se dejansko spraviti iz tega, da smo kronično slabe volje. Je pa Marijana Kolman, o kateri sem ravno kar govorila, v naši oddaji Klepet ob kavi govorila tudi o pravilih, ki jih je podal klinični psiholog, in sicer za srečno življenje. Dajmo pogledati, katera pravila so tista, ki jih lahko upoštevate, v nadaljevanju pa vaše pismo in ne samo to, tudi še več trikov za dobro voljo. Ruski klinični psiholog Aleksandr Reutemann je imel veliko izkušenj z zdravljenjem nesrečnih ljudi, depresije in tako dalje. In res, njegova pravila so se mi zdela taka najširša in najbolj enostavna in zdi se mi, da vpogled v ta 4 pravila bi marsikomu razjasnil vzroke svojega stanja oziroma odprl pot k sreči. Prvo pravilo, nenavadno, ne? Pravilo zrcala. Ljudje okrog nas so zrcalo nas samih. To pomeni, če nas nekdo razžalosti, ogoljufa, karkoli, naredi karkoli slabega, na čimer se potem pritožujemo, je to nesmiselno, ker ta človek je zrcalo našega notranjega jaza. To pomeni, nekdo, ki te ogoljufa, ti pokaže goljufa v tebi. Drugo pravilo izbire, ne? Pravilo izbire. Torej, človek svojo svobodno voljo odloča o tem, s kakšnimi ljudmi se bo družil, v kakšnih okoliščinah bo živel. Tretje pravilo je pravilo ustreznosti. To pomeni, človek ima točno tisto in točno toliko, kolikor mu pripada. Tudi to lahko imenujemo mogoče z bolj poznanim pojmom karmični zakon, pa enostavno zakon, kar seješ, to žanješ, ampak dobiš toliko, kolikor truda si vložil. In četrto pravilo, pravilo prisotnosti v času in prostoru. To pomeni zdaj in tukaj. Tako, da se zavedamo tukaj in zdaj, ja, to je tudi nadvse pomembno. Sicer pa sem zadnjič na potovanju odkrila eno krasno, čudovito knjigo in tudi prebrala eno neverjetno študijo, ki je tako zelo preprosta, tako zelo simpel, oziroma hipoteza, zaključek je tako zelo preprost, da vam ne razlagam, kaj vse so delali, kako dolgo so to pravzaprav testirali, da vam povem kar tisto, kar je bistveno in kar lahko vi uporabite v vsakdanjem življenju, je to, da so ugotovili, kadar ljudje, pozorno poslušajte zdaj, kadar ljudje poslušamo glasbo, ki se je vrtela v diskotekah, po radijih in tak naprej, ki smo jo poslušali od 13. do 25. leta, da ko tudi pri 70, 80, 100 letih poslušamo to glasbo, torej iz naše mladosti, glasba naše mladosti, od 13 do 25 let, kolikor smo bili stari, da se takrat naši organi hitreje začnejo obnavljati, da hormoni gredo nazaj v red. To je klinična študija, to je dokazano, to je znanstveno dokazano, da takrat, kakor da bi vstopili v en tak mini časovni stroj. In kaj se zgodi za našo kronično slabo voljo? Dejansko se odpremo, dejansko smo boljše volje, neprimerljivo boljše volje in naši organi začnejo boljš delati. In kaj morate narediti za to? Ugotoviti morate, katero muziko ste poslušali takrat, ko ste bili stari od 13 do 25 let.
A ni to simpel kot pasol? Napišite si te komade, povejte svojim otrokom, da vam jih zrihtajo, to je 1, 2, 3 v današnjem sodobnem svetu, če pa lahko greste sami, pa pejte na YouTube kanal, tam, ko tudi gledate Klepet ob kavi pa naše oddaje, napišite si noter te komade, poslušajte jih in boste videli, kaj se bo dejansko zgodilo. Enostavno boste postali bolj dobre volje. Je pa res, ko smo govorili o tem, kaj se dejansko dogaja v našem telesu, na celični ravni, kronično slabe volje smo lahko tudi, kadar nimamo dovolj B-vitaminov iz skupine B-vitaminov, kadar tega nimamo dovolj in kadar nimamo dovolj vitamina C, se lahko to tudi zgodi, da se kaže na našem počutju, na našem vedenju, da smo živčni. In jaz vam priznam, jaz sem bila včeraj tak neki živčna, prav divje. In vzela sem popoldan do 3., 4. ure nekje lahko, zvečer se B-vitaminov torej ne jemlje, sem vzela B-vitamine in evo, takoj sem se spomnila, da je to tisto, kar mi dejansko primanjkuje. Sploh pa za ženske so B-vitamini ključnega pomena. In ja, dajmo pogledati, kaj je o tem povedala Jelena Dimitrijevič, kajti tudi to, Simon Godina, znanstveni trener, kajti tudi to je orodje, da se spravimo iz slabe volje. Potem so pa dopolnila, ki so lahko zelo koristna. B, C, vitamin B kompleks, C vitamin, to je obvezno. C vitamin pa B kompleks tudi malo pomaga nadledvičnim žlezam, da malo ublaži ta stres. B vitamini so itak, B6 je sploh tisti, ki je zelo pomemben v tej predmenstrualni fazi, zato ker B vitamini so udeleženi v metabolizmu, odnosno pri tvorbi hormonov, odnosno tudi pri transportu, da rečemo. Pa B vitamini imajo tako in tako veliko vlogo pri uravnavanju stresa. Mislim, B vitamini so itak ženski, bomo rekla, vitamini, tako da ženske obvezno potrebujemo. B kompleks ali pa B6, B12 bi mogoče tukaj izpostavila, ker B12 pa podpira pa metilacijo, to pomeni, da regulira to estrogen, odnosno pomaga pri pravilni presnovi tudi estrogena. Razmislite torej o tem, da dodate vitamine B, ki so tako bistvenega pomena, ne morete verjeti, koliko bolezni, različnih stanj je povezanih ravno z tem, ko primanjkuje vitaminov B. Torej, izberite organskega izvora, torej nesintetičnih vitaminov, ker si boste z njimi naredili več škode kot koristi. Torej, organska, ekološka oblika B vitaminov, izberite to, to je nad vse pomembno. In užite tudi hrano, ki ima dovolj vitaminov B, da podprete svoje telo na več načinov. No, zdaj pa vaše pismo pravzaprav. Andreja je takole napisala: večkrat spremljam vaše oddaje in hvalevredno je, da se trudite širiti pozitivne novice. Gledala sem tudi današnjo oddajo Skrb za zdravje. Veste, je pa tako, če imaš nenormalno službo in samo obrekovanje v njej, je težko ostati zdrav in dobro spati, pa če tudi se trudiš. Vse ostalo, voda, vitamini, minerali in tako dalje, ne morejo nadomestiti notranjega nezadovoljstva, ki uničuje telo in dušo. Sama, če bi našla drugo službo, bi že zdavnaj izstopila iz tega norega sistema. Samo toliko sem želela dodati vaši temi, kaj pa vi pravite o tem. Najlepša hvala, Andreja, za vaš odgovor. Zadeva je takšna. Tudi če boste vi pustili službo in boste našli drugo službo, Tadej Pretnar reče, da je edini problem v tem, da vi sami sebe vzamete zraven. To pomeni, da boste verjetno tudi v drugi službi imeli iste težave. Kajti trenutne okoliščine, ki so vam dane zato, da jih presežete. Kaj to pomeni? Da ste vi srečni in zadovoljni, kljub temu, da vam v službi, da vas obrekujejo, kljub temu, da je tako stanje, kakor dejansko je. Da vi kljub tem stvarem ohranite sebe v svojem stebru, ohranite dejansko sebe, da se dobro počutite, kljub temu, da si rečete, pa ne bojo me oni junci zdaj vrgli iz ravnovesja, da jaz ne bom mogla biti srečna, pa da bom nezadovoljna. In to, da dejansko
vi pustite, da vam tašno stanje, da vam nezadovoljstvo v službi, da vam dušo napada, da vam telo napada, to je dejansko velik klic po tem, da nekaj naredite, kar se tega tiče. Kaj lahko naredite, kar se tega tiče, je, da se enostavno disociirate iz celotnega položaja, da izstopite iz te drame, ki se dogaja in rečete, naj bo dež, naj bo sonce, naj bojo take situacije, naj bojo take, jaz se odločam, da bom dobre volje in da me take stvari ne bojo prizadele, da ne, res, briga me, a ne? Ampak ne samo, da to rečete, morate to dejansko tudi misliti. In ko se to zgodi, ko se ti to zares zavestno odločiš, jaz vam sama povem iz svojega življenja primer. Ena oseba enostavno ni bilo več v ekipi tam, ko sem jaz bila v službi. Zamenjali so se ljudje, drugače je bilo vse, ampak kdo se je mogel najprej spremeniti? Služba ali jaz? Jaz sem se mogla spremeniti. In potem, draga naša Andreja, se je spremenilo vse ostalo. Danes govorimo o tem, kako lahko izstopimo iz tega, da smo kronično slabe volje. In ena stvar je, kadar govorimo o tem, da smo slabe volje, vsej sama sem, priznam, ena izmed tistih ljudi bila, ki sem jedla svoje čustva. Kaj to pomeni? Da kadar sem imela slabe volje, sem imela dejansko največjo željo po tem, da napadem sladkarije, da napadem nezdravo hrano na takšen in drugačen način. Ker takrat se mi je zdelo, ta hrana, ta poln želodec ali ne vem kakorkoli, mi je dal neko uteho, nek tak feeling, da boljš mi je bilo dejansko. Saj veste, ta je že skoraj kliše, ženska s sladoledom pred televizijo recimo. In ravno to ti ne naredi nobene usluge, ampak naredi absolutno spet več škode kot koristi. Zakaj? Enostavno zaradi tega, ker so naši možgani povezani povsem z našim črevesjem. In nasploh naše črevesje je povezano z vsem, tako da če ste slabe volje, ogromno študije, ki torej povezuje depresijo, anksioznost, nervozo, tesnobnost in vsa taka stanja, slabe živce, stanjem v črevesju. Zato dodajte v svojo prehrano več probiotične hrane in dodajte probiotike, vsaj 20 milijard na dan in to počnite 3 mesece. O tem sta govorile več tudi Jelena Dimitrijevič in Simon Godina. Ja, seveda, nekateri še živijo v tej preteklosti, ko je hrana bila normalno ekološka, recimo, sploh ni bilo tega naziva, da je nekaj ekološko, pa ni ekološko, ker ni bilo takega špricanja, ni bilo onesnaževanja, nasplošno tudi zemlje, vode in tako dalje. In ravno zaradi tega intenzivnega kmetijstva hrana ni več to, kar je nekoč bila. Zaradi tega tudi v sami hrani, tudi če je dobra, kakovostna, če je domače, če imamo svoje vrtove, je vprašanje, koliko je dejansko nutrientov, vitaminov, mineralov, ki so zelo pomembni za naše zdravje in zaradi tega pomankanja, ki je že prisotno s tem, da uživamo hrano, pa ne dobimo vsega, kar potrebujemo, pa tudi zaradi tega, ker imamo veliko prebavnih težav, tudi začnemo pri želodcu, pa se nadaljuje naprej, enostavno ne dobimo dovolj vseh nutrientov in to pomeni en korak k neravnovesju, bolezni ali kakorkoli že. Zvedla sem že kar nekaj časa nazaj, da je prebava pa res najbolj bistvena in temeljna, kar se tukaj dogaja. Ja, mikrobiom je zdaj v bistvu novi organ, tako da je to zdaj cela nova znanost in vpliva na možgane, na vse ostale dele telesa, na hormone, na vse. Vse se dogaja, vse se začne tukaj, nažalost. Vse se začne torej tukaj, kot je rekla, in ja, upam, da ste prijeli kakšen trik, kar nekaj smo jih torej navedli, še več jih je na www.klepetobkavi.si. Torej, vaša odločitev je, ali boste dobre ali slabe volje, zato si priznajte in se odločite tako, da vam bo super fino fajn. Če imate še kakšno vprašanje, pa 02 6200 230 je telefonska številka naših svetovalk, ki vam bodo z veseljem pomagale in vas bodo dejansko vprašale, kako se počutite in se z vami pogovarjale. Ravno zaradi tega pa smo omogočili torej 02 6200 230 je ustrezna telefonska
telefonska številka in klepetobkavi.si, kjer dobite še več informacij. Za dobro voljo vsak dan. Zakaj? Ker je to naša odločitev, naša odgovornost. Dovolj! Čas je, da dodate vitamin C! To je bil tak stres, da rabimo ženo dozo vitamina C.